Daj ti meni povej, z eno besedo, kako bi opišel trail center Kočevje. Božansko. Sik, bolano, najboljši. 8. Fantastika. Nepozabno. Napredno. Bombastično. Profuken. Fenomenalno. Orgazem. Orgazem je rekel. Drage dame in gospodje, en lep živjo in dobrodošli v novi epizodi Testure. Danes se nahajam v Kočevju, natančneje v Dolgi vasi, kjer se nahaja gorsko-kolesarski raj, ki sliši na ime Mountain Bike Trail Center Kočevje. Veliko vas je, ki mi je na socialnih omrežjih pisali: "Ej, dej, Kočevje prosim posnem," ali pa "Zakaj še nisi Kočevja posnel?" Ampak evo, dočakali ste. Danes sem kle, da testiram ta trail center in ga predstavim, da ste vsi vedeli, kva dogaja, ko se boste odločili za ta trik. Kje začeti? Najboljš, da kar na začetku, a ne? Ko prideš v trail center, najprej parkiraš svoj pleh in se odpraviš na teraso po karte. Pri nakupu moraš najprej kupiti dnevno vinjeto, lahko pa se odločiš tudi za letno, pa se pa odločiš, ali se bo šatel ali pa pedaliral. Vsak šatel je plačljiv, za tiste bolj ekonomične pa vedno lahko zbrcaš do vrha ali pa vsaj do polovice. Ampak vinjeta je obvezna. Zapomni si to, ne goljufati. Zdaj se grem pa zrihtati, pa gremo naprej trailer razložiti. Pejte. Zdaj pa traili, dragi moji. Mountain Bike Trail Center Kočevje vsebuje 9 trailov različnih težavnosti stopenj in skupaj tvorijo 14 km poti. Vsi traili so označeni na zemljevidu in se delijo po barvah glede na težavnostno stopnjo. Zdaj pa da gremo po vrst, da bo vsem vse jasen. Ja, se strinjamo? Vse, gremo. Ko prideš v Mountain Bike Trail Center Kočevje, te v vznožju čakajo 3 stvari. Pump track, dirt jumpi pa skills park. Pump track je zdaj že klasičen poligon, sestavljen iz asfaltnih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Lahko bi rekli, da je to kar zabavna in varna izkušnja, predvsem za otroke, pa tudi zadiha se. 5 neprekinjenih krogov, drage dame in gospodje, pa te dihal kot konj. Ne verjameš? Stavim za per, za mat per. Pol lahko pičiš proti hosti na dirt linijo, ker te čakata 2 smeri, in sicer ena ima teble, druga ima gepe, vsaka ima po 7 zaporednih skokov in obe predstavljata super poligon za učenje skokov. Pa kar mi je najbolj všeč, ta dirt linija je v hosti in nisi direkt na soncu, kar je majka, mogoče malo komarčki pikajo, ampak to je to. Naslednja stvar je pa gor nad teraso, je pa skills park. Gre za spretnostni poligon, ki je namenjen kolesarjem, ki jim nekako primanjkuje tehničnega znanja ali pa bi radi to znanje obogatili, ne? Na skills parku bi lahko rekli, da se kolesarji naučijo ravnotežja, skokov, preostalih osnovnih gorsko-kolesarskih prvin, objekti pa so leseni. Super zabava, vam rečem. V bistvu si se že zdaj lahko nafuril, pa furati sploh še začel nisi. Zdaj pa, a si pripravljen na šatel? Seveda, da si. Šatel te odpelje gor do vrha pod grad Friedrichstein, kjer te čakata 2 progi, v Zmajevem gnezdu in Livolcka. Pri Zmajevem gnezdu gre za lahek flow trail, ki se na katerih delih doseže tudi kar visoko hitrost. Vsebuje tudi precej band in naravnih kompresij, skokov pa nima. Razen če najdeš zdaj kakšno bulo, ki lahko odrineš in še jump narediš. Druga proga je pa Livolcka. Livolcka je pa ena izmed težjih prog na tem trail centru. Njena glavna posebnost bi lahko rekel, da je velika strmina, vsebuje tudi par lepih lesenih lojtric in dropov. Pa je to ena izmed prvih prog v Mountain Bike Trail centru, pa meni osebno najboljša. Taka tehnikalija, ne toliko spida, všečna. Perfetto. Oba omenjena traila te pripeljeta nekje na sredino trail centra Kočevje, pa se pa lahko odločiš za naprej. Imaš 3 traile. Če ti pa še nekako spet tehnična, torej črno označena proga, greš na Squamish. Na Squamishu te čakajo nekako različni težji elementi, od lesenih lojtric pa do raznih rock sectionov. Vse je narejeno iz lokalnega lesa in vse je bilo nakopano ročno. Meni osebno v tem parku skoraj najljubši trail poleg Livolcke. Odvisen kva ti paše, ampak meni ne, raj vidim, da sem pri tleh nekje, pa da je tehnikalija, ne. Če ti paše malo manj tehnična zadeva, ampak še vedno težja proga, označena z rdečo, greš naprej na kanal. V kanalu te čaka neka taka krasna bob steza, podlaga je mešanica kamna pa zemlje, pa hitrosti so kar visoke, tako da, dragi moji, ne past. Pa tudi ta kanal je bila pa ena izmed prvih poti, poleg Livolcke, ki je bila narejena v vznožju traila. Če pa si želiš nadaljnjega žganja po flowu,
izbereš pa Veroniko. Veronika trail velja za lahek trail, ampak je vmes tudi nekaj hitrih odsekov, ki zadovoljuje tudi najbolj zahtevne mountainbike lorde. Lahko bi rekli, da je tudi najbolj priljubljen trail po mnenju množice. Na koncu pa uletiš na tale zadnji jump del v vznožju parka, ker lahko pokažeš, da si najjači na sceni. Polk te pa tam gleda iz bara pa reče: "Kaj je leto, ano?" Ampak to še ni vse. Iz Veronike lahko zaviješ na 2 dodatna traila. Eden od teh je Spet doma ali pa Proline. Gremo kar povedati, kvaj je kjer. Spet doma je nekako srednje zahteven, a zelo zabaven trail. Ima raznorazne serpentine, zavoje, skoke in je zelo priljubljen tudi pri večini obiskovalcev. Drugi trail, iz katerega lahko priješ iz Veronike, je pa Proline. Gre za speglan jump trail, ki ga je zgradila ekipa Bad Crew. Vsebuje velike skoke z gapi nekje velikosti 5 do 10 metrov. Definitivno ta linija ni za vsakega in priporočam, da se resno pogovoriš s samim seboj, si ready za to ali ne. Ampak pa si ready, fant, to pa sam vriskaš. Na koncu vse te mrežaste jebe imaš pa še flat outline, ki je pa ekipa Bad nakopala gromozanske jumpe in niso odprti za množice, se pravi za normalne smrtnike, ampak delujejo samo enkrat na let in je samo za povabljene. Tako da greste na flatoudays.com, si kupite karte, pa greste pogledati to norijo, ker to je pa, tako bom rekel, amazing. Resno amazing, pa to skočijo. Ta največji jump ima 23-25 metrov, nekaj tanzga, tako da je airtime dost, fante se ubijajo, pejte pogledati. Pa to sem zdaj več ali manj govoril v smislu za šatle, Moram pa povedati, da imate še en trail in sicer Friderika, ki je pa edini skopan trail na gor. To je pa v bistvu neka taka gulaško spanjača, dolga 3 km, višinske razlike pa naredite 250 metrov in vas pripelje gor do sredine, kjer se začnejo oni 3 traile, Squamish, Veronika ali pa Kanal, in pol je na vas, ali se odločite, greste dol ali pa greste čist do vrha popedalirati in potem greste od Livoljske po Zmajevem gnezdu čist do dol. Imajo veliko trailov, a ne? No, to pa še ni vse, kar ponuja Mountainbike Trail Center Kočevje. Če te vmes zakuha ob telih temperaturah, se greš lahko pohladiti v bližnje Rudniško jezero, ki velja za eno najčistejših jezer v Sloveniji. Odtlej je oddaljeno cirka 10 minut s kolesom, tako da nimaš izgovorov. Če te prime lakota ali če si žejen, se greš lahko okrepčati tjale gor k terasci, kjer strežejo krasne burgerje, poleg ostale pijače lahko dobiš pa tudi kočevsko mat pivo, ki je zelo, zelo dobro. Kaj pa spanje, se zagotovo sprašuješ? Ni problema. Poglej tole, vse tole za mano so zrihtali, če imaš slučajno camper ali pa kombi, se parkneš klele, ni problema. Če si pa malo bolj classy variante, greš pa v center mesta, v prenovljen hostel Bearlock, oziroma najbrž Burlock po domače, ker se gre za en tak bolj fancy hostel, bom rekel, no. Zelo lepo prenovljen, nimaš lih občutka, da si v hostelu, tako da zelo priporočam, pa še zajtrk je dober. Se splača. Vse opcije drugače velike, ampak si mi ne da klele razlagati, tako da najbolj, da greš na www.kočevsko.com in imaš tam vse informacije, nastanitev, kva vse dodatno ponujajo, pej tja gor, preber si, pa uživaj v življenju na Kočevskem. Kot je to že v navadi, si tudi ta video zasluša en epilog, in lahko rečem samo to, da ni nobena skrivnost, da je Mountainbike Trail Center Kočevje po mojem mnenju eden najboljših, pa eden največjih v Sloveniji. In ni nič čudenega, zakaj je to tako. Res urejeni traili, lični traili. Zato je zaslužna definitivno kočevska ekipa, ki res skup stopijo pa naredijo tako, kot je treba. Pa valjda tudi nekaj pripomore delo Bad Crewja, ki tukaj hara pa prireja take linije, ki si marsikdo ne upa narediti. Kar se tiče splošne ponudbe, vse je tam, za vse je poskrbljene. In nič čudenega ni, zato ker dejansko občina Kočevje se mi zdi, da res veliko da noter v ta turizem, da to živi, in tudi kot mountainbiker, kot obiskovalec te občine dejansko začutim to. Stvar se razvija fenomenalno naprej in jaz mislim, da če bojo to tako peljali naprej, kot dale pelejo,
only the sky is the limit, ali kako pravijo. Tako da kapo dol vsem, moram pohvaliti dejansko, ker jaz sem zelo velika tkes, jaz sem tukaj že bil, nisem zdaj tukaj prišel testirati ta trail center, ampak sem rekel, ja, ujel se je tako in da ga bomo predstavili in je meni to v ponos in v veselje, ki takega predstaviti, ker to je res, res dobra zgodba in upam, da bo trajala še ful naprej. Tako da jaz se grem zdaj vršiti v tole jezero, pa grem pa na en zaslužen pier tamle v trail center, da malo z ekipo podebatiramo, kako je šel tale dan, ki je bil res dober. Tako da glejte me, naročite se, upam, da mi je bilo fajn, pa se vidimo, se veste, kje v naslednji vojni.